4. in 5. oktobra je na Fakulteti za turistične študije turistiki Univerze na Primorskem potekalo drugo mednarodno strokovno srečanje z delavnicami na temo vrtoglavice in omotice v Sloveniji. In če ostanemo pri sami temi kongresa, kaj sploh sta vrtoglavica in omotica? Vrtoglavica je simptom, ki se pojavlja pri številnih boleznih in je pravzaprav vsakdanji gost v ambulantah splošnih zdravnikov, kot tudi specialistov, zlasti nevrologov, tudi kardiologov, se pravi internistov in pravzaprav vseh ostalih zdravnikov. Poleg vrtoglavice tudi govorimo o omotici, ki je nekaj blažjega od vrtoglavice in manj definiran pojem. Tu prehajamo tudi celo na psihiatrijo in psihološke motnje. Vrtoglavica je lahko nedolžen simptom ali pa znak za akutno bolezen. Verjetno vsaka vrtoglavica ni alarm. Res pa je, da se v manjšem procentu za temi vrtoglavicami in omoticami skrivajo resne bolezni, za katere pa obstajajo tudi primerna zdravljenja. Problem je, da so te bolezni lahko akutne, da lahko vzniknejo iz ene vrtoglavice v nenadno življenje ogrožujoče stanje in je treba pravzaprav posredovati takoj z zdravili in z intervencijami. Ampak poudariti moram, da to gre bolj v redkih primerih, recimo 5%, 10% vrtoglavic je takšnih, ko je treba misliti tudi na resna stanja. Boljš pa je, da obravnavamo vse vrtoglavice resno, ker nikoli ne vemo, ali se bo ta simptom na začetku spremenil v resno stanje, ali gre za banalno reč, ki ni navadna. Pojavi se lahko v kateremkoli življenjskem obdobju. Tudi med mladimi je pogosta. Tu ne smemo pozabiti na uživalce drog, alkohola. Spremljevalec teh učinkovin je absolutno vrtoglavica in omotica in motnje ravnotežja in celo kasneje izguba zavesti. Potem številna psihološka stanja. Mladi so obremenjeni pri svojih šolanjih, pri tekmovanju za delovna mesta, ko šele vstopajo v življenje, prinaša krize, depresijo, torej tesnobnost, anksioznost, kar je prava epidemija današnjega časa. In tu je vrtoglavica in omotica tudi zelo prisotna. Pomembno vlogo pri zdravljenju težav z vrtoglavico pa lahko prispevajo tudi biopsihologi. Ja, v bistvu, če vzamemo, kaj bi lahko psiholog ali pa nekdo izobražen z smeri biopsihologije pomagal pri bolnikih z vrtoglavico, pa predvsem po procesu rehabilitacije in v vseh tistih procesih, ki se navežejo na sam simptom vrtoglavosti, ki so tudi strah pred hojo, strah pred padci, posebno pri starejših ljudeh, pri mladih pa tisto, kar je ravno obratno, ker včasih pa strah povzroči vrtoglavost. In ravno tu je tisti srž morda, ker je nekdo, ki je vešč obravnave, psihološke obravnave, lahko pomaga tudi bolniku z vrtoglavico. Tudi če gre nenazadnje za organsko bolezen, ki povzroča vrtoglavico, mu lahko v fazi rehabilitacije z ustreznimi nasveti pomagamo pri boljši ozdravitvi.